Živijo. Današnji posnetek, dan 7, bo malo drugačen, ker sem ravnokar opravil močno meditacijo, in sicer Davidovo Healing for the Masculinity, in me je močno premaknila. Zato sem tukaj zdajle malo ranljiv, kar pomeni, da imam malo imam v grlu cmolka, oziroma ne cmolka. Za tiste, ki ne poznate te meditacije, med njo se lahko tudi kriči, joče, izraža čustva tako drugače, in to sem jaz počel, in zato sem zdaj majčkeno izreda. Obenem pa sem dobil izredno močne osebne uvide za svoje življenje in bom poskusil podeliti nekaj od tega, ker je veliko in vas nočem zadrževati. O tem pišem knjige. Kar sem videl je, in to predvsem govorim vsem tistim, ki vse življenje živimo v nekem strahu, da nismo zadosti dobri, da nekaj delamo narobe, ki ves čas poslušamo, kaj je na drugi strani vrat ali pa za našim hrbtom, in čakamo, kdaj bomo tako rekoč kaznovani za to, kar delamo narobe. Če se začutiš tukaj, bom najprej rekel, da verjamem, da lahko to zacelimo. To je dobra novica. In v bistvu slabe novice ni. Dokler ne zacelimo tega, je vse slaba novica. In kaj to sploh pomeni? Ta strah je največkrat podedovan. Jaz zelo dobro poznam ta strah pri mojih starših. Onadva sta bila na podoben način zlorabljena kot otroka. Predvsem verbalno in čustveno in energetsko, niti ne da bi jaz vedel, da bi bila spolno zlorabljena. Vse te zlorabe se nahajajo v naših rodbinah že zelo dolgo časa, in mogoče je čas, da se to zaceli. Kaj predvsem bi želel povedati? Se bom osredotočil na svoje glavne uvide, mogoče še enega povedal ali pa dva. Kar sem pri sebi ugotovil je, da zaradi tega strahu sem bil, ne zaradi strahu, zaradi tega, ker sem imel tako vzgojo kot primer pri svojih starših, nisem znal postaviti meja v svojem življenju. Tistih pravih srčnih meja, ki slonijo na samoljubezni in na zavedanju, na čisti zavesti. To so po mojem edine prave meje. Vse ostale meje nas razdružujejo, človeštvo, ljudi med seboj in znotraj sebe. No, teh meja nisem znal nikoli postavljati, in vse, kar sem znal, je poskušati se prilagajati, in na koncu, ko je bilo preveč, sem izbruhnil v jezi, v žalosti, v čemerkoli, zbolel, vse to. In zdaj vem, da je glavna stvar, ki se učim postavljati te prave nežne meje, da se izrazim sproti, da če me je strah, poskrbim za to, se objamem, poskrbim za to na kakršenkoli način, in tudi to se učim. Danes mogoče še ne znam tako lepo poskrbeti zase, kot bom čez en teden ali pa čez eno leto. In znam veliko boljše poskrbeti zase, kot sem pred 5 leti, pa pred 10. Ja. Se pravi, danes to so bili moji uvidi, moja namera je ostajati pri zavedanju tega, ker vem, kako naša zavest deluje kot jojo, in ko izgubimo energijo, ko na kakršenkoli način se malo zatavamo, pozabimo na vse te velike uvide in potem jih beremo kot modrosti drugje ali pa pri sebi, in tudi to je v redu. V redu je, če pozabimo in ponovimo ta cikel čim prej. Še enkrat meditiramo na kakšen drug način,
odpremo srce, začutimo vse to, spustimo, odpremo ta tok čustev. Tudi če ni prijetno, tudi če malo zaboli, in potem najdemo naslednji korak na naši poti. No, naj bo zadosti za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali do konca. Lahko mi napišete kakšen komentar, če ste začutili tudi v svojem življenju kaj podobnega, in če vas zanima celjenje tega, se oglasite. Tukaj imate malo šolo celjenja za začetek. Srečno.